Muzejska zbirka Teritorialna obramba in naborniška vojska v vojašnici Novo mesto se je začela, bomo rekli, graditi v letu 2006-2007 skupaj z vojaškim muzejem in takrat vojaško-teritorialnim polkom v Novem mestu. In tukaj se predstavlja rdeča nit, pravzaprav teritorialna obramba od samih začetkov 1968 do pravzaprav prehodov teritorialna obramba, rezervna vojska, prehod v 90-ih letih v naborniško vojsko in z letom 2004 v profesionalno vojsko, in to predstavlja ta uniforma slovenskega vojaka na misiji ISAF v Afganistanu. Leta 2012 se je vojašnica Novo mesto preimenovala v vojašnico Franca Uršiča po pripadniku teritorialne obrambe, ki je za posledicami bojev na Medvedjeku izgubil življenje 4. julija 1991. Prva soba predstavlja pehotno oborožitev teritorialne obrambe, od starejših kosov, bomo rekli PPS 41 brzostrelke, MP40 brzostrelke, orožja za časa druge svetovne vojne, do novejšega orožja SAR 80 avtomatske puške in MGV brzostrelke. V prvi sobi je en kotiček namenjen tudi minerskim, bomo rekli, eksponatom oziroma minerskim, pontonerskim zadevam, kajti tradicija inženirstva je v novomeški vojašnici dolga, saj sega že v času jugoslovanske armade, ko je bil to nastanjen pontonerski bataljon. Druga soba je namenjena večjemu kalibru protiletalskim, protioklepnim sredstvom, vse v uporabi pri teritorialni obrambi in kasneje v slovenski vojski. Netrzajni top M60 82 mm je bil uporabljen v bojih v Krakovskem gozdu in tukaj predstavljamo postavitev bojnega streljanja s topom. V tretji sobi predstavljamo sredstve zvez teritorialne obrambe in sanitetno ter RKBO opremo. Zanimiva je induktorska telefonska centrala MP10 Mihajlo Pupin. Večina sredstev zvez je bilo domače jugoslovanske produkcije, Iskra, Rudi Čajevec, izjema pa je le Rakal Jaguar radijska centrala. V četrti sobi predstavljamo prehod na že prej omenjeno naborniško vojsko in takoj predstavljamo ta naborniški kotiček, kjer je postavljen pograd, omara, ki jo je imel vsak nabornik, in tudi v teh prostorih so se naborniki usposabljali že v času jugoslovanske armade in kasneje tudi v slovenski vojski. V drugem delu sobe pa predstavljamo teren. Za večino pripadnikov teritorialne obrambe je teren mogoče najbolj živ spomin, zato tudi predstavljamo na enem delu poveljniško mesto, poveljniški šotor in logistično oziroma intendantsko skrbo z poljsko kuhinjo. Na hodniku predstavljamo plastično predstavitev vojaškega poklica oziroma samega vojaka, od stražarja, ki ga ponavadi prvo srečamo, ko vstopimo v vojašnico, do bolj plastičnih predstavitev streljanja z protioklepnim orožjem Zolja, protioklepnim orožjem tromblonska mina in tudi minometom 82 mm. Poleg muzejske zbirke Teritorialna obramba in naborniška vojska je v prostorih predstavljena tudi, bomo rekli, spominska soba enot, ki so delovale v vojašnici v Novem mestu. Iz zgodovinskega vidika je najbolj pomembna ta vitrina, kjer se predstavljajo ostanki ali pa predmeti, ki so bili uporabljeni oziroma so ostali po boju na Medvedjeku. V vojašnici ima vojaški muzej predstavljene še havbico 18x40, tank 34 in dva bova 20x3. Muzejska zbirka je načeloma odprta za vsakogar, vendar potrebna je najava v vojašnici, pri teritorialnem polku in tudi pri nas v vojaškem muzeju. Odpremo jo pa kadarkoli.